Pozdravljeni, tokrat moški in ženske. To je moj zadnji video v seriji video posnetih po najbolj prijazni knjigi za moške o tem, kako ljubiti sodobno žensko, Pot do nje. Kot sem rekla, video je za moške in za ženske, kajti dejstvo je, ne glede na to, koliko želim moškim soliti pameti o tem, kako naj delajo z nami sodobnimi ženskami, nič ne bodo dosegli, oziroma sami sebe bodo mogoče celo pri tem uničili v preveliki želji, če me ne bomo sodelovali. In zato je izrednega pomena, da v bistvu tudi ženske odpremo svoje srca proti moškim. Če smo čisto iskrene namreč ženske, življenje z nami dandanes ni lahko. Zakaj? Sodobne ženske smo najbolj, se mi zdi, izmed vseh žensk do zdaj zmedene. Namreč v sodobnem času nas vzgajajo v dveh lučeh. Prva luč je, lahko si vse, kar želiš. Bori se za svojo ženstvenost, pokaži, da zmoreš vse in tako dalje. To je na nek način ok, spodbuda, po drugi strani pa je tudi pritisk. In na drugi strani je luč, v kateri nas vzgajajo v tej smeri, da kot ženske moramo vseeno nekako se malo nazaj potegniti, ne smemo si vsega dovoliti, paziti moramo, da ustrezamo vsem družbenim normam in tako naprej. In to sta dve zelo različni si spodbudi na nek način, oziroma niti ne spodbudi. To sta v bistvu dva problema, s katerimi se soočamo, ko želimo graditi svojo osebnost. In logično je, da smo najbolj zmedene ženske vseh generacij do zdaj in da najbolj izmed vseh ne vemo, kaj bi rade. In glavna lastnost, po mojem mnenju, sodobne ženske dandanes, ki tudi dela največji problem v odnosu med moškim in žensko, je ravno ta, da sodobna ženska redko ve, kaj bi rada. Valjda pa potem moški ne vejo dostikrat, kako naj nas osrečijo, če niti same ne vemo, kaj bi rade. In to je v bistvu največji problem sodobnega odnosa med moškim in žensko. Ženska je ves čas v nekem iskanju same sebe, v iskanju tistega kompromisa med ustrezanjem okolju in ustrezanjem sami sebi in svojim željam, in skozi to je zmedena in skozi to v bistvu tudi bega dostikrat. In v tem beganju, ker se ne zna soočiti s sabo, dostikrat napade moškega, ne nujno kot agresivno napade, ampak napade za svojimi idejami, za svojimi pričakovanji, za svojimi kriteriji, kako naj bi on v bistvu nekako ustrezal njenemu življenju in njenemu stilu, da bo ona srečna. Knjiga Pot do nje je nastala ravno zato. Z veliko in resnično srčno željo do moških, da bi lažje razumeli, zakaj smo ženske danes tako zmedene in posledično dostikrat tako zelo zahtevne do moških. In ta knjiga naj bi bila kot nekakšen švindelcetlc, po domače povedano, da bi moški lažje prišel do pravih feedbackov svoje ženske, do njene ljubezni pravzaprav. Ker ženska v končni fazi si želi dati ljubezen od sebe. Vendar ta ljubezen, ta njena ženstvena brezpogojnost, ki jo vsekakor ima v sebi, pa je potlačena pod balastom vseh teh, kot pravim, pričakovanj in pritiskov in napačnih vzorcev in zmede. In ženska ne more dati te ljubezni, dokler ne pride do te ljubezni v sebi. In zato v knjigi Pot do nje v bistvu moške učim oziroma jim pripovedujem, na kak način lahko žensko pripeljejo do njene lastne ženstvenosti. Ker dejstvo je, da ženska, ki bo čutila samo sebe, ki bo se počutila takšna, kot je, dovolj dobra, prava, povezana sama s sabo, takšna ženska bo tudi moškega ljubila na način, kot ga on potrebuje. Torej tudi z povratno potrditvijo in z spoštovanjem njegove moškosti. Ker po nedavnih raziskavah namreč so ugotovili, pa se to so že tisočkrat ugotovili, da moški pri ženski išče predvsem razumevanje, neko zavetje, ne toliko tisto varnost kot ženska pri moškem, ampak neko čustveno zavetje in razumevanje v njegovih lastnih moških potrebah in v njegovih teh vzgibih moških, v njegovi moškosti. Moški bo ob ženski srečen takrat, ko bo lahko on to, kar je. In enako v bistvu velja za žensko. Torej moški si želijo
razumevanja in sprejemanja strani svoje ženske. Ampak če želi ženska to dati moškemu, sodobna ženska, obremenjena z vsemi pritiski, ki jih danes poznamo v tem svetu, potem mora moški najprej ženski pokazati pot do nje same, da bo sploh postala ženstvena ženska. In to lahko doseže z potrditvami. To v bistvu cel čas govorim v knjigi in vsa ta navodila, namigi, zgodbe iz resničnega življenja, na kak način se to da narediti, so tukaj noter. Vendar pa dejstvo je še enkrat, če ne bo ženska pripravljena nekaj spremeniti v odnosu oziroma rasti, potem se ne bo nič zgodilo. In zato sedaj govorim iz srca predvsem ženskam. Drage ženske, dovolimo moškim, da so moški. Z našimi previsokimi pričakovanji danes, z našo zmedo, ki je povzročena predvsem zato, ker se ne znamo soočiti same s seboj, ker imamo veliko težav pravzaprav danes v sodobnem svetu, ampak se z njimi ne znamo soočiti in potem v bistvu na nek način pritiskamo dostikrat na moške in na nek način jim dostikrat tudi vsiljujemo svoje ideale, svoje ideje, svoje načine. Nehajmo. Dovolimo si biti ženske. Ženske v objemu moških. Ne govorim o tem, da moramo biti odvisne od moških. Govorim samo o tem, da se malo sprostimo se, nehajmo vse grabiti, vse imeti pod nadzorom, vse nekako določati, kak mora biti in se na vsak način boriti za to svojo neodvisnost. Ne rabimo se boriti za svojo neodvisnost, dragi ženske. Samo biti moramo. To je vse, kar moramo. Biti moramo ženske in dovoliti našim moškim, da so moški v odnosu. Ker če ne, smo jim vzeli v bistvu to vlogo, če opravljamo vlogo moškega in ženske, se pravi, prevzemamo nadzor nad vsem v našem odnosu, potem smo moškemu odrezali jajca po domače povedano, oziroma mu lepše povedano, okradli njegovo vlogo. Dejstvo je, da se prav zaradi teh nekih nesporazumov, teh nekih siljenj, ženske beganje, zmeda in siljenje je nekako agresivno do moškega. Moški seveda v tipičnem moškem obrambnem mehanizmu odreže, ignorira, postane brezbrižen in potem se čudimo drug drugemu. In čudimo se, zakaj je danes vedno več samskih ljudi. Zato, ker je v odnosu biti postalo pretežko. Zato, ker se noben od nas ni pripravljen potegniti nekoliko nazaj in samo biti to, kar v resnici si. In zato videvamo toliko moških, ki so kot neke ranjene živali po 2-3 odnosih, v katerih so jih ženske scuzale energetsko gledano in jih dejansko uničile z svojimi previsokimi zahtevami in pričakovanji. Se zavlečejo moški potem, ko sem rekla, kot ranjeni živali v neko jamo in si ližejo tiste rane do onemoglosti in ne zaupajo več. In takšnega moškega lahko reši samo ženska, ki je brezpogojna in z ljubeznijo pripriča to ranjeno žival v moškem, da ji spet zaupa. Da spet zaupa v ljubezen. Vse ne govorim, tudi ženske na drugi strani so ranjene od moških. Zato pa je čas, dragi moji moški in drage moje ženske, da preprosto začnemo spet verjeti v ljubezen. Ne rabimo se učiti ljubezni. Ljubezen že nosimo v sebi. Samo dovoliti moramo, da je ljubezen najpomembnejša stvar v našem življenju. Tu je ključ, tu je rešitev. Dovoliti moramo, da je ljubezen najpomembnejša stvar v našem življenju. In verjeti moramo, da sta lahko moški in ženska, ki se ljubita, najmočnejši, najbolj nepremagljiv skupek človeškosti. Ok, je to zdaj zvenelo veličastno? Namreč mišljeno je bilo, da zveni veličastno, ker je veličastno. To je nekaj, za kar bi si mogli prizadevati, dragi moji moški in ženske. Za začetek preprosto verjemite drug v drugega in postavite pač svoj odnos ljubezen na prvo mesto. To je začetek. Na to vam seveda iz srca priporočam in želim, da preberete knjigo Pot do nje.
Preberite jo moški in preberite jo tudi ženske. Namreč, ko sem jo pisala zelo intuitivno. Veliko ljudi me na tej poti, odkar je knjiga izdana, sprašuje, ali sem študirala katero od teh ved, pač psihologija, filozofija, biologija, ne vem, karkoli. V glavnem ne, nisem študirala. Študirala sem podjetništvo, ampak to nima veze. Že vso življenje čutim, da moram napisati neke stvari. In ko je končno bil čas, da sem lahko pisala, sem zapisala to knjigo. Povsem intuitivno. Ta knjiga je glas ženske za moškega. Glas mogoče, kot mi je en kolega rekel, pa v bistvu niti ni tako zgrešeno, glas neslišane, nerazumljene ženske do moškega. Morala sem najti način, želela sem najti način, kako moškemu na prijazen način razložiti, kaj želim, kaj želimo sodobne ženske od njih. In najti pot nekako do ljubezni. Odkar ugotavljam, da je ljubezen najpomembnejša stvar v človekovem življenju, se veliko lažje soočam z površinskimi problemi, ki pridejo v moje življenje. Nič ni tako pomembno kot ohranjanje ljubezni znotraj mene, znotraj sebe torej, in v okolju z ljudmi, ki jih imam rada. In odkar v bistvu to čutim, da je to ohranjanje ljubečih odnosov in ljubezni v mojem življenju najpomembnejše, se počutim tudi nekako svobodna. Zato vas v bistvu spodbujam k temu, da tudi vi izkusite to. S tem tudi nekako zaključujem serijo videov, posnetih po moji knjigi Pot do nje. Knjigo najdete v vseh knjižnicah v Sloveniji, v knjigarnah, najdete pa jo tudi na moji spletni strani majamodru.com v nakupovalnici. Na moji spletni strani pa najdete tudi druge zanimive stvari, najdete moje bloge, najdete tudi druge videe in pa predvsem najdete novice, zanimive stvari, ki se dogajajo. Letos bom izvedla delavnico za moške, ki želijo ljubiti svoje ženske na način, da hkrati ohranjajo tudi svojo moškost. Vabljeni ste tako moški v odnosu z ženskami, kot tudi samski moški, ki si želite o tem vedeti več. Ampak točne datume, lokacijo in vse ostalo boste našli na moji spletni strani. Skratka, bodite del moje zgodbe. Hvala, da ste si pogledali te videe sedaj, hvala, da berete mojo knjigo, hvala, da mi sledite, hvala, da ste.